Moji prvi spomini na to dvorano so povezani s kinom in pa s pevskimi revijami osnovnošolskih zborov, kamor smo prišli iz vseh šolskih zborov po celi občini. Vem, da se mi je ta dvorana izdelala izjemno velika in veličastna, ker sem bila pač navajena nastopati v šolski jedilnici in to je bil zelo velik preskok, ko smo prišli sem. Sem smo prišli tudi pač v kino, kjer smo bili za nagrado z bralno značko in to je moj nekako prvi spomin na to dvorano. Potem intenzivno preživljanje časa tukaj je bil povezan večinoma z žensko vokalno skupino Lipa in pa z zborom Svetega Nikolaja, kar je bilo vedno nekakšen izziv. Z Nikolajem smo imeli vedno izziv, kako se bomo preoblekli, ker nas je bilo preveč. Naslednji izziv je bil, kako se bomo spravili vsi na oder. En izziv, ki ga pa nikoli nismo dobro premagali, je pa to, kako se bomo slišali, ker je vseeno ta dvorana tako suha in se poje drugače kot v večini koncertnih dvoran. Žensko vokalno skupino Lipa smo tukaj delali izjemne stvari, med drugim smo vlekli Fičota na oder. Za nas je tudi v bistvu bil izziv ta akustika prostora, ker smo imeli velik izziv, kako se bomo slišali, kako se bomo postavili, kje bomo stali, da ne bomo imeli dodatnih zvokov v tal. S Pevskim društvom Lipa smo tukaj organizirali tudi seminar. Tukaj je bilo zelo veliko različnih skupin in takrat smo se tudi logistično malo lovili, kako bomo stvari organizirali. Predvsem, kam bomo dali skupine, da se bojo preoblekli, pač tisti zelo podoben problem, kot smo ga imeli ponavadi z Nikolajem. V zadnjem času je pa v tej dvorani za mene ful posebno, vedno, ko pridem, se spomnim tega, koliko je bila visoka voda in kako je bilo, ko so bile poplave. In to je res, to je en prizor, ki ga ne morem spraviti iz svoje glave. Predvsem tam, po WC-jih. In se mi zdi izjemno, kaj se je zgodilo v tej dvorani, da izgleda tako lepa, čeprav je tako v bistvu zares nefunkcionalna oziroma tako se je dobro izkoristilo vse to, kar dvorana ponuja. Kaj si želim za to dvorano? Mislim, da je ta dvorana središče kulture za vse, naj bojo to pevski sestavi ali pa inštrumentalisti, glasbene šole, osnovne šole. Konec koncev je to tudi nek tak kongresen center in prostor za vse državne prireditve. Lepo bi bilo priti sem, tako da bi se počutili udobno, da ne bi občudovali samo vso delo ljudi, ki ga vlagajo v to dvorano z vsemi dodatnimi efekti, ker je tukaj res lepo, prideš sem in rečeš, wow, to je pa ful dobro, ampak veš, da je za tem izjemno veliko dela, da do tega prideš. Konec koncev moderne kulturne dvorane ponujajo te stvari že same po sebi, so bolj prilagodljivi odri, tukaj razen to, da se postavi školjka, pa dajo praktikabli, v bistvu ne moreš narediti nič, ker je oder tako omejen. Mislim, da imajo s tem težave tudi gledališke skupine, da ne govorimo o plesalcih, si predstavljam, no. In mislim, da bi si Litija zaslužila eno takšno lepo kulturno dvorano, kamor bi z veseljem prihajali.